Leta 2022 je bilo 5 potapljačev na silo posesanih v cev široko 75 cm. Cev je bila napojena z nafto in plini. Od 5 potapljačev se je rešil samo eden, ki jim je tudi obljubil, da jih bo prišel rešiti, ampak pomoč nikoli ni prišla. Današnji video ni true crime, je pa tragedija. Čau, alieni, jaz ne samo da upam, da ste super, jaz verjamem, da ste super in dobrodošli v nov video. To je tudi eden izmed primerov, kjer je stvar posneta. Ravno ta potapljač, ki je preživel, je imel na sebi ves čas GoPro in ta GoPro je posnel popolnoma vse. Vmes, ko so oni v največji stiski, v tisti temi v ceveh 75 cm široki, ne vidimo itak nič razen tega, da govorijo med sabo, se nekako to lažje, probajo rešiti situacijo in to je to, drugače popolna tema. Oni so tudi videli dejansko samo temo. Ta tragična nesreča se je zgodila leta 2025, 25. februarja, pri podjetju Pariah Fuel Trading Company. Gre za eno zelo mlado podjetje. Oni so takrat obstajali, če sem prav prebrala, še v leta 2019, ko da samo 3 leta, bili so mladi, ne vem, očitno niso imeli čisto spucanih svojih še načel in pravil, nahajali so se pa v Trinidadu in Tobagu. Njihova glavna dejavnost je bil uvoz naftnih derivatov za potrebo države. Tako da tudi v tej tragediji, ki jo bom danes opisala s temi 5 potapljači, ki so 4 tudi izgubili življenje, bomo govorili o enem zelo zahtevnem delu, ki je ali delo na naftnih ploščadih, tam so potapljači zelo dobro plačani, ampak je tudi zelo zahtevno. Tam so v kosu več mesecev, nekaj časa, da se aklimatiziraš na to območje tam dol, kjer delaš in da se pač čim več dela v kosu naredi. In tudi tukaj, kjer so oni delali v bistvu na cevi, ki je povezvala tisto točko, kamor so ladje pripeljale nerafinirano nafto. V tej točki se je rekel Berth 6 in potem je bila vmes taka cev v obliki črke U, najprej malo dol, naravnost in spet gor do Berth 5. Berth 5 je bila pa potem točka, kjer so to nafto naprej rafinirali oziroma obdelovali, čistili, kakorkoli že. In vmes je bila ena napaka na tej cevi. To so bili izkušeni potapljači in čeprav je vedno nevarnost pri tem delu, so oni prišli tja pogumno, samozavestno, da bo vse v redu. In tole, kar boste zdaj slišali, so zvoki na koncu posneti pri GoPro kameri, ko so oni dojeli, da so bili oni posrkani v cev in pojma niso imeli, kako globoko. Preden nadaljujemo z videom, lahko povem en fun fact o sebi. Moj internet search je disturbing. Ja, I said it. Glede na to, kakšne scenarije jaz pišem in koliko je enih umorov in zločinov, predstavljajte si, kaj vse moram jaz v Google tipkati. Koliko časa se razkraja truplo v tej in tej kislini? Najboljši prostori, kam lahko nekdo skrije truplo. Kakšna je psihologija Dahmerja? No, in v teh situacijah si želim, da ne bi nikdar noben najdel mojega search historyja. Kaj me pomirja? Sponzor tega videa Surfshark VPN. V tem primeru je to moj best buddy, zaradi tega, ker popolnoma skrije moj IP naslov. Noben ne more vedeti, kdo sem ali pa kje sem. Torej, poleg tega, da poskrbi za maksimalno privatnost ob brskanju po spletu, dobiš tudi celotno bazo Netflix filmov in serij. That's amazing. A si mogoče kdaj tudi slišal, da so določene strani geo-locked, geo-zaklenjene? To pomeni, da če kot Slovencelj ne moreš dostopati do enih strani, če se prek Surfshark VPN-a pretvarjaš, da si iz ene druge države, lahko dostopaš do vseh strani, katerikoli hočeš. Slišala sem pa tudi, da lahko dobiš cenejši YouTube Premium. Potem je pa tukaj še Surfshark One, ki tudi prenese svoje magical prednosti, naprimer alternativna identiteta, to bi bilo tudi zame. V bistvu ti ustvari čisto novo online identiteto in tudi e-mail. Kako cool je to? Za isto ceno lahko dobiš Surfshark VPN zase in za celo svojo družino. Tako da obišči povezavo, ki je spodaj v opisu tega videa za 4 dodatne mesece Surfsharka. In gremo naprej to, kaj se je dogajalo usodnega dne 25. februarja 2022. Za še bolj so predstavo, kjer se nahajamo, to je Ponta Pierre, pristanišče. Tukaj vidite slikco, tam so oni štartali. Potapljači ne bi bili zunanji delavci zaposleni pri LMCS. Te potapljači so bili Kazim Ali Jr., on je bil star 36 let. Yusuf Henry, star 31 let. Fizal Kurban, Rishi Nagasar, star 48 let. In pa Christopher Budram, edini preživel. Pomembno je izpostaviti, da so bili oni dobri potapljači. Oni so bili veterani v tem, kar so počeli in so točno vedeli, kaj se podajajo. Tukaj na sliki boste točno videli tisto točko A oziroma Berth 6, do točke B je šla potem
cev, točka B je Bird 5. Vmes ta kvadratek, ki gledate, je zračna komora. Noter je bil preprosto zrak, kamor so lahko preplavali, dali dol vso opremo, normalno dihali in tam so imeli pač svojo bazo. Neke vrste je to zračni žep, ki je tja nastavljen lih za te njihove potrebe, karkoli že so. Ampak taki podvigi ponavadi potrebujejo že predpriprave, torej nekdo je že prej mogel priti tja in so noter ustavili nek napihljiv čep. Te stvari so včasih narejene nekaj dni prej, včasih nekaj tednov prej, včasih nekaj mesecev prej, da je ziher vse tipi top. Tukaj očitno ni bilo dosti časa prej, ni bilo dosti pozorno narejeno. Ta napihljiv čep, ki upam, da ga bom najdla, je bil valjda pod pritiskom in je ločeval to cev od komore. Kar sledi temu je, da spodaj od čepa dol v tej cevi je bil ekstremno nizek tlak, gor v zračni komori je bil pa zelo visok tlak. Mi imamo še posnet ta moment, ko je lik Christopher šupo tisti izvijač, ko se že reče, s katerim naj bi odstranil na varen način ta čep. On je preplaval od zunaj, da bi to naredil, potapljači so bili pa takrat noter v komori in niso mogli biti redi, na kakšno silo bo to vse skupaj ustvaril. Ko je potapljač ta čep razrahljal, jih je noter posrkal z neskončno močno silo, niso imeli šanse ustaviti, zadržati nič. Vseh 5 je posesal notrej na vso moč, 90 sekund so se vrtinčali v čisti temi med mehurčki, med vodo, med nafto, v 75 cm široki cevi. Bilo je noro, bilo je grozen in nič niso mogli. Predstavljajte si silo, ki jim je lomila ude. Eni so imeli polomljene roke, drugi so imeli polomljene noge, rame. Noter je posesal njihovo orodje, njihove te kisikove jeklenke, zrak, vodo, vse možno. Bil je totalen death trap. In ko jih je posesal, niso imeli pojma, v katero smer jih je posesal in niso imeli pojma, koliko globoko jih je posesal. Lahko so samo ugibali. Ko je Christopher to kasneje tudi opisoval, je rekel, da ni vedel, ali je živ ali je mrtev. Ni mogel oči odpreti, ker je imel zlimane skup. Zrak je bil obupen. Ves čas je govoril, koliko je močno zvonjenje v ušesih, da ne slišiš nič, kot sem ti spiskanje. Telo je v čistih bolečinah in tudi če oči odpreš, ne vidiš še vedno nič. Takoj so začeli govoriti o tem, da verjeten, če so že živi, pomeni, da so v cevi in da morajo hitro se iti reševati, ne morajo tam biti, ker Bog ve, kdaj zmanjka kisika. In najprej Chris rekel, ok, gremo v Rikverc, gremo v to smer, da pridemo ven. In je Kazim rekel, da je on prepričan, da jih je tako noter potegnil, da so v bistvu zdaj obrnjeni, če grejo samo z glavo naprej, bojo prišli proti izhodu oziroma tam, kjer so bili, oziroma proti Bird 6. Chris je v bistvu rekel, da mu verjame, da mu zaupa in je rekel, ok, gremo naravnost. In edini način, ko so ga najdeli, tako da so se nekako zahakljali z nogami tukaj po ramenih in da so en za drugim plazali in puzali v isto smer naprej. Tukaj si treba predstavljati tudi ful enih poškodb in polomljenih udov in že njihovi zvoki tukaj so res grozljivi, pač ko so bili v bolečinah. Kar je bilo ful šokantno in niso mogli pričakovati to, da so prišli do 2 jeklenk s kisikom. Ker so bili izkušeni potapljači, so vedeli, da je za njih nevarno, če grejo iz teh zraka, ki so ga prej vdihavali, na ta čist zrak iz jeklenke, jih lahko naredi zmedene, lahko se vnesvestijo, lahko jim bo slabo in so vedeli, da morajo čist mečkan tega kisika uporabljati. Še ena grozljiva stvar, ki se je dogajala, je to, da se je tudi voda dvigala. Ves čas je bilo več vode v tej cevi in vedno manj zraka. Eni so zaradi poškodb tudi težko dihali s svojimi pljuči.
In tudi ti zrak, ki so ga imeli zadihati, je bil ekstremno plinast in obupen. 4 za Chrisom so bili močno poškodovani in on je v bistvu mečkam prevzel pobude in rekel, grem jaz mečkam bolj naprej, in tudi drugi so sklepali, da je mogoče on njihova edina rešitev in so mu dali obe jeklenki, ne gre naprej v bistvu reševati. Ko je šel naprej in tudi vedel je, da je to edina opcija, zdaj se ni mogel več obračati, ni imel smisla, mogel bo naprej do konca in pač ali gre v ta pravo smer ali pa v napačno. Videl je, da mu zmanjkuje zraka v tistih 2 jeklenkah, ki jih je imel, in v bistvu mu je ostalo samo še za en dih. In še ena grozna stvar je bila, da je pred sabo videl, da je samo še voda. Ni bilo več tega žepka z zrakom, ki ga je prej imel. In je samo preprosto lahko zajel sapo in se odločil iti in upati, da bo prišel do ene točke, ali bo preživel ali pa pač ne bo. In je šel in imel to srečo, da je spet prišel do enega žepa z zrakom. In ko je tako nadaljeval, je po čudežu dobil še eno jeklenko. Je pa pri tej jeklenki opazil, da je polomljena. Tisti del, ki bi ga normalno dal potapljači v usta, je bil polomljen in je mogel v usta zbasati ful večji del, pač tako res že nehumano. In tudi takrat opisuje, da je imel usta polna olja, ampak je rekel, da je on edina rešitev zase in za tiste kolege zadnji in je preprosto rinil naprej. In spet je prišel do žepa z zrakom. In pol za sabo nekaj zasliš in ugotovi, da je za njemu šel njegov kolega Fizal, tisti, ki je bil tik za njemu in tudi še najmanj poškodovan. Takrat mu je Chris Bay rekel, da ne more več čakati, vedel je, da skoraj nima več zraka in se bo mogel odriniti naprej, pa kar bo. In ko se je tako odrinil naprej in plaval in rinil čez te obupne snovi v tej cevi, je prišel do tistega dela cevi, ki gre na gor, kar pomeni, da gre k koncu, ampak k koncu katerega dela. Ker ne vem, če sem prej omenila, ampak grozljivo je, ker če je šel k ta pravemu izhodu, torej k 6, Bird 6, bo tam dobil odprtino in bo prišel ven. Ampak če je šel k 5, je pomenil, da je tam zaprto in je bilo vse zaman in so avtomatično vsi mrtvi. In ko se je obrnil na gor, je videl, da je pri ta pravemu delu cevi. Takrat je splaval ven in bil je svoboden in lahko so šli v reševanje. Takrat se je zbrala reševalska ekipa potapljačev, ki je šla dol, ampak vse, kar so takrat naredili, je to, da so šli do cevi, tam, kjer naj bi ti potapljači približno bili, in so trkali. Grozljivo je, ker trki so prišli nazaj. Ljudje so bili še noter in so trkali, ampak noben jih ni dejansko rešil. Po več urah dol so bili tisti potapljači v olju, v plinih, v temi in s poškodbami. Pariah jih pa ni šla rešiti. Ker so imeli nekako idejo, da imajo oni tam zraka za vse skupaj v teh jeklenkah samo še za neki ur, in po mojem so to dojemali kot po eni strani itak ni šans, da jih rešimo, in po drugi strani se je zdelo prenevarno za druge še živeče potapljače, da bi to naredili. Pravzaprav pa sploh niso imeli nobene ideje, kako jih spraviti ven. Long story short, njihova trupla so ven potegnili šele po več dneh. In potem, ko so to forenziki in mrliški ogledniki gledali ta trupla, eni so imeli mnenje, da so bili noter živi več dni, eni so imeli mnenje, da samo en dan. V vsakem primeru je to ena stvar, ki je šla potem na sodišče in so se leta in leta pregovarjali. Tukaj je en boleč posnetek, ko reče Christopher, da jih je v bistvu because everything inside me open and rescue. Everything inside me open and rescue was going on. Nobody was making an attempt to rescue me. Yeah. I always somebody who doesn't know what's going on, and I was always somebody who could control and see things through, and I feel like Ta posnetek je res boleč in grozljiv, ker ne morem si predstavljati, kako je njega bolel, da jim je rekel, da ji gre po pomoč in potem te pomoči ni mogel pripeljati, ker pač ni imel kaj za narediti, on je bil izmučen takrat. Kar se tiče dejanskih vzrokov smrti, se med sabo sploh niso zjasnili, vsak je imel drugo mnenje in potem nekega javnega mnenja sploh niso hoteli dati ven. Pariah Fuel Trading Company je zatrjevala, da ni imela pravne odgovornosti za reševanje, kar je potem povzročilo zamude in frustracije med reševalci in družinami. Obtoženi so se izrekli za nedolžne in še vedno, čeprav razumem, so na sodiščih. In družine žrtev še vedno iščejo pravico.
Yeah. Yeah. Right behind you, man. All right behind you? You're right behind me? Yeah. Ah. You don't know when to come up? It's not coming up. Who making all that noise? Come on, all I mean, let's figure it out. We gotta go. We gotta start moving. Yeah. Where you at? I don't know. I'm trying to come up. Trying to come up. But don't worry, all is good. All is good. I'm gonna get you this. I'm trying to come out. Huh? Yeah. Who is that boy there? Yusuf? Oh, Yusuf? How long you have to walk before you meet Feisy? You and Feisy once together all the time? Right now we are Feisy with us. Right now. Who else with you? We are Feisy alone. Cars with you? Right there. Right there where? Cars, everything alright with you? No. Any elements break? Your leg, alright. Napišite v komentarje, kakšni se vam zdijo taki videi, mečkani drugačnih true crime. Čeprav je neke vrste zločin, če mene vprašate, pa napišite mi še kakšne druge ideje, lajkajte, komentirajte in naročite se, obviously. In da ne pozabim, obišč dol povezavo v opisu tega videa za 4 dodatne mesece Surfsharka, kar je noro. To je pa to za danes, dragi moji, se gledamo v naslednjem videu, po vsej verjetnosti v petek. Pridni bote, radi se imejte, Alien Mama out. Bye!